Pozdravljeni, sem Martin Jurkovič, ASEF štipendist v letu 2024 in gostitelj rubrike Spoznaj štipendiste oziroma Meet the Fellows v ASEF podcastu. V tej seriji se pogovarjam z ASEF štipendisti, študenti, ki so izkušnje raziskovalnega obiska doživeli iz prve roke. Namen podcasta je bodočim generacijam ASEF štipendistov približati, kako obisk dejansko poteka. Od prijavnega postopka, urejanja vize, iskanja nastanitve do samega raziskovalnega dela in življenja v tujini. Če te zanima, kako izgleda ASEF raziskovalni obisk na eni izmed najbolj priznanih ameriških fakultet, je ta epizoda popolna zate. Ta epizoda pa je hkrati zelo posebna, saj gostim dva prijatelja, s katerima sem lansko leto skupaj opravljal 10-tedenski raziskovalni obisk na Univerzi Stanford v Kaliforniji. To sta Lana Nastja Anžur in Adrian Mladenič Grobelnik. Adrian in jaz sva prakso opravljala pri profesor Juretu Leskovcu, Lana pa pri doktor Saši Čaval. Ker smo Stanford obiskali vsi trije, bom v tej epizodi tudi jaz sodeloval pri debati. Rad bi tukaj pozdravil tudi svojega cimra v Kaliforniji, Miho Kranca, ki je bil tudi hkrati z mano na Stanfordu, in pa Lana in Adrian, lepo pozdravljena. Za začetek vaju povabim, da se predstavita, kaj študirata, kaj raziskujeta in kaj najraje počneta, ko ne delata in študirata. Pa lahko, Lana, kar začneš. Ok, živijo Martin, živijo Adrian, lepo, da smo se dobili ob tej priliki. Pa mogoče začnem s tem, kaj študiram. Trenutno sem v 3. letniku doktorskega študija varstva okolja. Čeprav se v bistvu ukvarjam bolj z kulturno dediščino. Imam pa nekako zelo interdisciplinarno ozadje. Se mi zdi, da tudi to je bil eden od razlogov, zakaj se mi je zdel ASEF neka taka dobra izhodiščna točka, mogoče tudi za nadaljnjo kariero. Prej sem študirala arheologijo pa pravo, tako da v bistvu vse te stvari nekako zdaj skupaj uporabljam tekom študija in bi bolj pač rada to tudi v bistvu naprej v profesionalni karieri razvijala. Tako da to je to z moje strani. Super. No, jaz sem pa Adrian Žujo, jaz sem na dodiplomskem študiju računalništva in informatike v 3. letniku, zdaj zaključujem. Sicer sem raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan in imamo mlado zagonsko podjetje oziroma startup. In ASEF je bila taka lepa priložnost, da nadaljujem svoje raziskovalno delo v Ameriki in da spoznam več ljudi, ki delajo na podobnih tematikah. Tako da ja. Ok, a pa se mogoče spomnite, kako sta zvedla za ASEF? Ja, jaz sem prvič slišala v bistvu še, ko sem bila na dodiplomskem študiju, ampak v bistvu takrat so bili vsi mentorji so bili iz STEM-a, se pravi, ni bilo nobene humanistike ali pa družboslovja, ki bi bilo nekako približno v tisto smer, ki bi recimo mene zanimalo. Pol je pa tako, da jaz sem v bistvu najprej spoznala svojo mentorico in pol sem v bistvu njej predlagala, če bi bilo možno, da bi jo preko ASEF-a obiskala. Tako da se je v bistvu nekako pol odločila, da bo res šla v to, se je povezala z profesorjem Leskovcem in pol sem jo na ta v bistvu račun tudi prišla na koncu obiskati. No. Ful dobro, da si to izpostavila prvo, da niso samo naravoslovni obiski, ampak zdaj tudi družboslovni prek ASEF-a možni. In pa druga stvar, da v bistvu lahko se kjerkoli mentor tudi prijavi, ne samo študent. Tako da, kot v tvojem primeru, da pač mogoče ti kot študent najdeš mentorja, pa se potem oba prijavita na ASEF, ali pa če se mentor sam hoče prijaviti in potem se lahko študenti prijavijo k njemu. Tako da the best, res. Kaj pa ti, Adrian? Ja, jaz sem mogoče malo bolj izjema. Jaz, ko sem bil manjši, so me starši vzeli enkrat na eno ASEF gala dogodek. Tako da takrat sem se prvič spoznal s tem, potem pa, ko sem se pa zares spoznal v tem, ko sem se začel vključiti v to, je bilo pa, ko sem dobil neko e-pošto o ASEF-u za te prijave, za raziskovalne obiske, pa sem se prijavil par let nazaj. Tako da, ja. Ok, super. Pol tradicionalni marketing preko e-maila še deluje. Izgleda, ja. A se mogoče, dajmo se spomniti, kako je potekal postopek prijave. Vem, da se to vsako leto spreminja, pa mislim, da je bilo že letos malo drugače.
Ampak za nas mislim, da smo mogli napisati 2 dokumenta, a ne? Ja. In se mi zdi, da je tako kar posnemano po nekem takem klasičnem sistemu, ki ga imajo v Ameriki ali pa v anglosaških sistemih, da moraš pač ta nek personal statement, personal motivation letter, pač v bistvu zelo podobni dokumenti vse, pa research statement, ker pač predstaviš, kaj v bistvu te z raziskovalnega vidika zanima. Se mi zdi, da tu sta 2 temelja, kar se tiče pisnih izdelkov, ki jih je treba vzeti. Jaz se spomnim, da je en mission statement bil, ne vem, če to bil tretji Mission dokument. statement, ja. Mislim, da je bil tak naslov, no. Ampak mislim, da so tu v bistvu te motivation letter, personal statement in tako naprej. To je vse nekako približno podobno, no. Ja, torej bil je research letter, research statement, ki je bil kakor za tvoje raziskovalno delo, mission, ki je bil bolj osebni, kaj te še poleg raziskovanja zanima, pa zakaj bi šel na ta obisk. Pol so bili pa še 2 motivation letterja. Pol pa, če se prav spomnim... Recommendation letterja, misliš? Ja, recommendation letterja, hvala. Pa smo imeli še en video online intervju. Ja. In potem smo že v bistvu dobili rezultate. Zdaj zadnje leto vem, da ni bilo tega video intervjuja, oziroma je bilo tako, da so dobili vprašanja vnaprej in so se kandidati sami posneli in poslali, tako da to se vsako leto malo spreminja. Zdaj pa vem, da pol naslednja stvar, ki si sprejet, ko stopiš v stik z mentorjem in pa s fakulteto, je bilo urejanje vize. Zdaj tukaj bi sam izpostavil to, da naj se v bistvu študenti spustijo v to nekaj časa pred obiskom, zato ker vsaj za Ameriko, ne vem kako je za druge države, ko izpolniš tisti za viza dokument, je potem treba iti tudi na intervju na ambasado. In vem, da so te intervjuji lahko zelo zasedeni. Ne vem, Adrian, koliko časa si ti čakal? Jaz sem videl, da sem rabil kar 1 mesec, da sem dobil termin. Jaz sem samo 2 tedna, pa tudi vrsta ni bila tako dolga. Meni je večji problem je bil, da probal sem zelo natančno prebrati, kaj rabim prinesti na ta intervju in vse to, in nekako sem zgrešil skoraj vse stvari in sem zadnjo minuto pol, preden se je ambasada rabila zapreti, sem tekel po Ljubljani, da sem izprintal neke dokumente, pa da sem dvignil gotovino, tako da ne vem, vse zame niso bila navodila zelo očitna, kaj je bilo treba prinesti. Okay. No, evo. A se pa spomnite, kako je bilo za najti stanovanje vama? Meni je v bistvu svetovala mentorca, pa sem v bistvu, ker sem bila že prej v stiku z eno postdokinjo iz Stanforda, ker smo se iz terenskih raziskav poznali, so mi v bistvu svetovali, da pogledam na eno spletno stran, ki je relativno podobna, ne vem, neki Bolhi ali pa nečemu takmu. Skratka, tam gor se objavljajo oglasi pač in za oddajanje prostorov, ali pa pač nastanitev, pa tudi pač stvari. Tako da jaz sem v bistvu pol preko tistega si našla. No. Ja, enako. Mene je kontaktiral en bolj izkušen raziskovalec na Stanfordu, ki je del laboratorija profesorja Leskovca, in mi je priporočil verjetno to isto spletno stran, kjer potem sva iskala, kaj so bile objave za to nastanitev. In ja, veliko objav je bilo, vsakih par tednov sva se slišala, če je kakšna nova objava bila za neko poceni stanovanje. In to sta stanovala prav na kampusu oba? Ja. Jaz sem, ja. Ja, jaz isto. Ja, jaz, ki sem se prijavil, torej tle sam da izpostavim, torej Adrian je bil na Stanfordu poleti, jaz pa Lana pa v jesenskem semestru, tako da mi z Adrianom so se videla samo 1 dan na Stanfordu, preden je on šel. Ampak jaz nisem vedel za to stran in z Mihatom, ko so se prijavljala, sva pol gledala na različne strani in na koncu nam je bilo najbolj varno vzeti en Airbnb, ampak žal je bilo pol izven kampusa, tako da so se pol mogla vsak dan furati na kampus, tako da v prihodnje res vsem priporočam, da grejo na ta SUPost, se mi zdi, da je spletna strana, ne? Ja. Stanford University Post, pa prek tega probajo najdeti.
Okay, a je kaj tazga, kar si želite, da bi vedela pred odhodom, kar zdaj veste mogoče? Ja, lahko. Jaz grem, torej, zdravstveno zavarovanje, to je bila kar velika težava zame. Jaz sem imel sicer mednarodno zdravstveno zavarovanje, sem mislil, da bo to zadostno, ampak ne. Tam na Stanfordu so zahtevali zelo specifično zdravstveno zavarovanje z določenimi pogoji, ki jih jaz nisem imel izpolnjene, in če te pogoji niso bili izpolnjeni, potem ti oni dajo njihovo zavarovanje, za katerega rabiš potem seveda bistveno več plačati. In težava je v tem, da to si rabiš urediti, preden prideš tam na Stanford, ko si že tam, je že prepozno. Tako da to je bila kar malo večja finančna izguba za me. Ja, škoda, ker jaz sem pa nekako dobil informacijo, ravno zato, ker si ti imel te probleme, 3 mesece preden sem jaz prišel, in sem potem lahko v bistvu ta pravo zavarovanje dobil v Sloveniji, ki mi ga je Stanford priznal. Tako da ja, Lana, imaš ti še kaj mogoče? Pa ne, zares, no. Se mi zdi, da tiste stvari, ki so bile pol tako take bistvene za življenje, so bile vse take, da jih je bilo pač treba tam na licu mesta zrihtati, ne bi se mogla na to doma pripraviti. Ok. Zdaj pa pojdimo na raziskovalno delo. Če lahko najprej malo predstavita svoje mentorje, torej Lana najprej dr. Čaval. Ja, se pravi, dr. Saša Čaval je arheologinja. Zdaj vodi en zelo velik IRC projekt na Stečkih v Bosni, se pravi, Stečki so srednjeveški nagrobniki na območju srednjeveške bosanske države. In v bistvu tu je bila tudi tema moje raziskovalne naloge, ker sem bila v bistvu poleti, preden sem šla k njej na Stanford, na izkopavanjih skupaj s Sašo. Tam sem v bistvu si nabrala terenski material oziroma terenske podatke, s katerimi sem se pol v bistvu raziskovalno ukvarjala tekom mojega obiska na Stanfordu. V bistvu delala sem na znanstvenem članku. Je pa Saša sicer izjemno aktivna na različnih kontinentih in celinah. Zelo jo zanima nekako interdisciplinarno raziskovanje, se pravi, arheoloških ostalin. Zdaj, njen trenuten fokus je, kot sem že omenila, Bosna, dela pa veliko tudi na Mauritiusu. V preteklosti je pa v bistvu delala zelo veliko tudi v Južni Ameriki skupaj z dr. Ivanom Šprajcem, tisti, ki so mogoče iz teh vod, zagotovo vsi poznajo, pa tudi v Egiptu, tako da mislim, da za humaniste, ki pač imajo neko žilico do historičnih stvari, se mi zdi, da bo ziher najdla neko področje, ki v bistvu je tema skupnega zanimanja lahko s bodočim štipendistom. Ful zanimiv, pa res se lepo predstavlja. Tle bi sam komentiral, ful lepo, da so vide že prej sodelovali, ampak sam, da ne bo to koga odvrnil, to ni nujno za ASF obisk. Ne vem, če si ti, Adrian, ampak jaz v bistvu s profesorjem Leskovcem nisem nič sodeloval pred obiskom. Ne, jaz tudi nisem. Ok, pa ga lahko mogoče še ti malo predstaviš? Ja, lahko. Torej, profesor Jure Leskovec je, lahko bi rekli, tako rekoč izumitelj grafovskih nevronskih mrež. To je tip umetne inteligence, ki se ukvarja z napovedi na grafovskih strukturah. Primer takšne strukture je recimo Facebook. Na Facebooku imate prijatelje, torej ljudi, ki so povezani s tem, da so recimo prijatelji. In če vzameš cel svet, vidiš, kako je povezan, in če vzameš to kot neko strukturo, lahko probaš napovedati, recimo, če sva jaz pa Martin prijatelja, pa sta Martin in Lana prijatelja, mogoče je na podlagi teh podatkov zelo verjetno, da bova jaz in Lana tudi postala prijatelja, če bi se spoznala. To je nekako na kratko opisano. Sicer je pa profesor Leskovec nekako začel s temi grafovskimi nevronskimi mrežami in potem je naprej napredoval v tem področju. Zdaj se ukvarja tudi z drugimi raziskovalnimi področji, ampak ima ogromno resursov, ima tudi zelo dobre in sposobne študente, nešteto nagrad in nekako veliko prestiža
vsej na Stanfordu, ki je tako kompetitivno okolje za računalništvo. In ja, nekako res je bil užitek sodelovati z njim. In Ja, se totalno strinjam. Na kakšnem projektu si pa ti na Stanfordu sodeloval z njim? ja, jaz sem pa sodeloval na projektu, kjer, da probam čim bolj preprosto opisati, recimo, če se odločimo, Martin, da si ti zdaj šef nekega novo ustanovljenega podjetja in imaš neko nalogo, rabiš nekako najeti ljudi, ki bojo delali za tebe, ki imajo različne vloge, tako da skupaj rešite nek večji problem. In zdaj vprašanje je, kaj pa če bi to probali narediti, samo da namesto imamo ljudi, imamo neke umetne inteligence kot ChatGPT. Torej, imamo nek ChatGPT, ki je glavni, je šef podjetja, recimo en ChatGPT, ki se ukvarja z raziskovanjem po internetu in tako naprej. In nekako raziskovalna tema je bila okoli tega, kako lahko takšne strukture v človeškem društvu probamo posnemati z nekimi ChatGPT in bi želeli videti, če se da mogoče kakšne težje probleme rešiti s takim pristopom. Ful zanimiv. Tukaj se tudi pokaže, ker si rekel, da profesor Leskovec dela na res veliko različnih tematikah. Jaz recimo sem delal pa čist z grafovskimi nevronskimi mrežami na nekih relacijskih bazah. Tako da tukaj v bistvu res veliko tematik, ki jih lahko delaš v njegovem laboratoriju. Še vredno je omeniti, da zdaj res je, jaz sem delal na recimo velikih jezikovnih modelih s profesorjem Leskovcem, Martin je delal na relacijskimi podatki in tako naprej. Njegova glavna tema oziroma prioriteta za profesorja Leskovca, vse, ko sem jaz bil tam, je bila pa nekako presečišče med temi grafovskimi nevronskimi mrežami in biologijo. Tako da najbolj je vse za zdaj osredotočen na temo presečišču. Tako je. Lana, se ti si že prej malo omenila, kaj si delala, ampak mogoče lahko še enkrat povzameš. Pa kako je v bistvu izgledalo delo na Stanfordu prav specifično? Okay. Ja, torej, kot sem prej rekla, jaz sem v bistvu glavni korpus podatkov, ki sem jih potem obravnavala kot pač raziskovalni material tekom študijskega obiska, pridobila poleti, ko sem se Saši pridružila na izkopavanjih v Bosni. Pol v bistvu je bilo pa pač delo laboratorijsko v smislu tega, da sem mogla ker jaz sem se pol osredotočila v bistvu na etnografske intervjuje, sem mogla v bistvu te intervjuje analizirati, narediti pregled literature, ki se je v bistvu nanašal na specifična raziskovalna vprašanja, ki smo jih v bistvu na katera smo bili osredotočeni že tekom terenskega dela, a ne, smo v bistvu z ljudmi delali intervjuje na specifično tematiko. Konkretno je šlo v bistvu za preučevanje odnosa skupnosti, ki živijo v bližini teh nagrobnikov, do teh nagrobnikov, zlasti pač tudi z vidika multikulturalizma, ker v bistvu neka največja uganka v zvezi s temi stečki je v bistvu na kakšen način jih primerno interpretirati, ker kot vemo je pač na območju, se pravi Srbije, Hrvaške, Bosne in Črne gore, kjer v bistvu se te stečki pojavljajo, veliko nekih političnih trenj, kar se posledično odraža v bistvu tudi v temu, a ne, na kakšen način se komunicira, kaj te stečki so, komu pripadajo in tako naprej. Pač taka zelo temeljna vprašanja, ki pridejo pač ob konfliktih na plan. No, da se vrnem nazaj pač na laboratorijsko delo, torej v bistvu jaz sem potem ta zbran material analizirala. Moj tipičen vsakdan je bil tak, da sem v bistvu zjutraj prišla v laboratorij, bila tam nekje do 4-5, pol pa sem se pač ukvarjala z nekimi drugimi zadevami. Sem bila sicer ful vesela, ker v bistvu sem imela preko Saše možnost tudi sodelovati, to je bilo pač čisto tako prostovoljno, ampak se mi zdi, da sem en res dober skill s tem pridobila, pa tudi videla, kako se da mogoče boljše delati ene stvari. Preko tega v bistvu, da sem sodelovala pri oblikovanju prijave enega projekta. Sej mogoče ni to bistveno, kaj se je ta projekt nanašal, ampak bolj v bistvu na to, da sem imela recimo možnost videti, kako pri njih funkcionira ta research support, ker tega mi na univerzi nimamo. Kaj s tem mislim, je v bistvu to, da imajo oni zaposlene neke ljudi, ki
se v bistvu ukvarjajo samo s tem, da raziskovalcem olajšajo prijavljanje na projekte. Imajo že vse informacije o tem, kje so primerni razpisi, na kakšen način je treba recimo skomunicirati raziskovalne ideje v razpisu in tako naprej. To je, se mi zdi zanimivo, zlasti zaradi tega, ker smo imeli glih te dni, v bistvu pri nas na faksu v laboratoriju debato glede tega, da v bistvu to bi se nujno rabilo in da v Sloveniji pač tega nimamo. Tako da se mi zdi, to je res ful velik advantage, kakega recimo pri nas ni, pa sem imela pol tam glih zaradi obiska možnost videti, kako to v praksi izgleda. Ful zanimivo. Ja, kar boj. Sam to me je zanimalo, kako izgleda ta analiza. A to je bilo pod mikroskopom ali? Jaz v bistvu nisem delala na kosteh, je zmeri pri arheoloških raziskovanjih, mislim, vsaj takih, ker so na grobiščah je največji, pa mogoče tudi najbolj impozanten del najti tisto, kar se nahaja v grobovih in tako naprej. Ampak, kot sem rekla, jaz v bistvu za to svoje delo v sklopu raziskave za ASEF, študijski obisk, nisem delala materialnih ostankov, ampak sem se ukvarjala se pravi z mogoče bolj teoretskim pristopom oziroma etnografijo. To se pravi, jaz sem se ukvarjala z odnosom skupnosti, ki živijo v bližini teh najdišč, do teh stečkov in kako oni to dojemajo. A to oni pripisujejo, ne vem, svoji kulturi oziroma pač neki predhodnika, kakšen je odnos do tega in tako naprej. Drugače pa jaz, seveda med poletnim delom, se pravi med terenom, sem bila pa tudi jaz pač članica ekipe in sem izkopavala grobove in tako naprej. Ampak mislim, da je tisto šlo najprej na Kanarske otoke, ker je tam laboratorij za DNA, s katerim sodelujejo, če mi je prav ostalo skupaj. Ful zanimivo, da Stanford sodeluje tudi z nekako našo balkansko regijo, ne? Ja, v bistvu je tako, za Stanford specifično vem samo za Sašo, ampak recimo vem, da je še na MIT-ju je pa en profesor, ki je pa prav iz Bosne, je pač redni profesor, se tudi v bistvu ukvarja z dediščinsko znanostjo. No? On sicer mogoče z malo bolj kemijskega pristopa deluje, Admir Masić, dr. Admir Masić. In je bil v bistvu pred kratkim prav zaradi te navezave Saša, Stečki in tako naprej zadnjič gost na eni mednarodni delavnici, ki smo imeli v Ljubljani, tako da v bistvu se pol tudi preko tega ASEF programa vzpostavljajo neke nove povezave. Best. Kakšna je bila pa vloga vajinih mentorjev, ker vem, da te profesori so kar zelo zaposleni tudi z drugimi stvarmi, ki jih imajo na Stanfordu. Tako da me zanima, v kakšni kapaciteti sta sodelovala z njimi. Ja, zame je nekako profesor Leskovec je bil res zelo zaposlen, ampak si je vzel čas enkrat na teden, je bil sestanek v nekako njegovi podskupini, v njegovem laboratoriju, ki se je ukvarjala specifično samo z umetno inteligenco, brez biologije. In nekako tam sem imel vsak teden priložnost prezentirati nekaj oziroma vprašati par vprašanj oziroma nasvetov za nadaljne delo. Tako da nekako ja, enkrat na teden sem ga videl, sicer sem se pa z mentorico pogovarjal na bolj dnevni bazi. Glede mentorica je bila pa kdo? Shirley Wu, doktorska študentka na Stanfordu. No, zame je bilo pa v bistvu tako, da sem enako imela nekako ta supervizijo oziroma pač sestanke s Sašo enkrat na teden. Ponavadi sva šla skupaj čez tisti material, ki sem ga jaz v bistvu pripravila in mi je pol ona sproti komentirala, predebatirala sva recimo, kaj bi bilo potrebno izboljšati, kaj lahko dodamo in tako naprej. Je pa, mislim, definitivno si vzela še veliko več časa zame, kot bi od nje pričakovala, no. Tako da res pač tlej lahko rečem, mislim, se ji lahko sam še enkrat res ful lepo zahvalim, ker se mi zdi, da ima tudi, čeprav to včasih rečejo, ne, da akademski profesori nimajo pač nekih uradno nimajo pedagoških kvalifikacij, ampak za Sašo lahko rečem, da je tudi, če nima uradnih pedagoških kvalifikacij, naraven talent za to, no. In se res ogromno naučila. Je ful lepo.
Kako bi pa primerjala, ker sta oba recimo tudi raziskovalca v Sloveniji, kako bi primerjala raziskovanje tam pa raziskovanje tukaj, pa kaj bi bile največje razlike mogoče? Mene, recimo, kakor interdisciplinarno raziskovalko, domače rečeno mi fulkrat mimori, ker se mi zdi, da je sistem pri nas še zmeraj tako narejen, da ti interdisciplinarno raziskovanje težuje in tega ne olajšuje, medtem ko na Stanfordu se mi zdi, da je pa lih obratno, da tam pač vsi stremijo v to, kako narediti pač neke res, kako spraviti neke zelo out of the box thinking ideje v realnost in posledično je tudi sistem temu prilagojen, kar se mi zdi pač, da pri nas ni. Pol druga stvar je pa pač tudi tu, a ne koliko imajo tam, ker mislim, da je vsak, ki gre v raziskave, da ima pač vsaj en del sebe tak, da rad samostojno dela, ker se mi zdi, da drugače zelo težko delaš kot raziskovalec, če ti ni pač vsaj v eni meri ta samostojnost ključna. No, in recimo tam se mi je zdelo ful wow, ker tiste doktorske študentke, s katerimi sem imela recimo jaz kontakt, so mi pol povedali, na kakšne vse načine lahko pridejo one do raziskovalnih sredstev, o katerih lahko pač pri nas sam sanjamo. In posledično, ko bi rekla, so lahko dosti bolj kreativni, si lahko bolj prvoščijo sanjati o takšnih in drugačnih prepletih različnih disciplin, medtem ko pa pač pri nas je to zelo omejeno. No. Če nisi del neke močne programske skupine, ki pač lahko neke tvoje ideje, ki niso del nekega projekta, vseeno podpre, mislim, da je skoraj nemogoče priti do nekih sredstev raziskovanja. Ja, se strinjam. Moja izkušnja je dokaj podobna. Bistveno manj raziskovalnih sredstev imamo v Sloveniji, v primerjavi z nekim Stanfordom. Sicer je tudi ljudje, vse na Stanfordu je nekako, se mi zdi, bistveno bolj osredotočeni na raziskovalno delo, relativno na druge aspekte njihovega življenja. Zanimivo je tudi, da je recimo ta čisti vrh ljudi, najbolj nekako sposobni, uspešni ljudje na Stanfordu so resno impresivni. Nekako en primer je, zraven mene v pisarni je sedel doktorski študent, ki je ustanovil zagonsko podjetje vredno $300 milijonov pred enim letom, recimo. Še en pionir je bil nadstropje pod mano, je prišel ustanovitelj ChatGPT-ja se malo pogovarjati s študenti, da vidi, kako jim gre. Recimo, take stvari se enostavno, vsaj jaz nisem slišal, da bi se zgodilo v Sloveniji in je zanimivo, nekako lahko bi povzel to s tem, da bi rekel, da je preprosto več priložnosti v Stanfordu, v Sloveniji pa nekako malo bolj uravnoveseno življenje. In ja. Tako. Ja, se čisto strinjam z vama. Adrian, jaz sem imel tudi podobno izkušnjo, meni je bilo noro, kako smo v laboratoriju pri profesorju Leskovcu bili kar v kontaktu z Nvidio, z Microsoftom, z Googlom, z vsemi temi velikimi firmami, z njihovimi raziskovalci, tako da je v bistvu dostop do nekih takih uspešnih podjetij pa ljudi tam dosti lažji. Tudi na Stanfordu je bilo ful veliko dogodkov, vem, da sem se udeležil od Googlea dogodkov, od različnih podjetij in skozi se nekaj dogaja. Ok, zdaj pa če gremo malo stran od samo raziskovalnega dela, ker čeprav gremo zaradi tega tja, je potem tudi življenje tam zelo zanimivo. Mogoče kaj je vama bil največji kulturni šok ali pa presenečenje v Združenih državah? Mislim, jaz nočem zveneti preveč klišejska, samo tu je pač res ena stvar, ki mi je tako ostala v spominu, tako mogoče, da še malo bolj teatralno predstavljam ta kontrast. Jaz prihajam pač iz vasi, ne vem, pred par leti doma sploh nismo zaklepali vhodnih vrat, ker pač tako smo bolj na samem. In tako nikoli niti ne pomisliš, pač, da bi, ne vem, se ti lahko kaj zgodilo. Pol pa pač na Stanfordu, prvi večer, ko vidim, da se mi pojavi v Wi-Fi FBI,
na telefonu in pol mi je Saša povedala, ja, pač FBI helikopter pač preletava tle zaradi varnosti. Pol ne vem, tako kar šerif se tam pač vsake toliko zafura po kampusu. Tako, pa pol sem imela tudi eno tako rahlo neprijetno izkušnjo. In dejansko je to pač, ko je enkrat tam skoraj, mislim, tako ne vidiš, ker recimo, jaz sem živela v enih stanovanjih, ki so sicer pač del kampusa, ampak so tako čist na obrobju. In recimo, ko sem hodila jaz domov, tam po 8, skoraj ne vidiš pač več ljudi zunaj. Mogoče tam čisto okoli blokov, še kaj hodijo psi, ampak drugače tako je bilo res prazno, no. Ker to se mi zdi ful drugače pri nas, ker v Ljubljani se mi zdi, kjerkoli uri lahko pač greš po noči, po mestu in imaš občutek varnosti, no. Definitivno. Mogoče bi tukaj razložil poslušalcem, da je Stanford kampus eden največjih kampusov v Ameriki. Nisem prepričan, če tudi na svetu. In je res ogromen. Torej, Stanford ima svojo poštno številko, svoje gasilce, svojega šerifa in je v bistvu mesto samo po sebi. Tako da tudi, ko si na kampusu, so te razdalje lahko več kot 1 uro peš, da prideš iz ene strani na drugo. Pa vključuje Stanford tudi, ne vem, shopping center, svojo bolnico, igrišča za ameriški nogomet, stadion v bistvu, na katerem je tudi Coldplay nastopil nedavno. Tako da je to res ogromno mesto, ni samo to neka univerza, kakor imamo v Ljubljani ali pa neka fakulteta. Ja, se še ti kaj spomniš, Adrian? Ja, meni je bilo največji šok, je bil dejansko ta kulturna raznolikost. Najprej na kampusu je res vse možne države iz vseh možnih kontinentov prihajajo na eno mesto. Potem izven kampusa so pa zelo nekako kako bi rekel, nekako ločena, modularne skupščine, kjer, ne vem, ena skupščina so ljudje iz Mehike živijo skupaj, potem so, ne vem, eni ljudje, ki so zelo bogati, imajo startupe v eni soseski in tako naprej. Tako da res je tako zelo, ne vem, res izjemno raznoliko je. Po drugi strani je pa tudi zanimivo, ne vem, da če hočeš iti, ne vem, v gozd pogledati, ne vem, Sekoja, Narodni park in tako naprej, se rabiš voziti 5-6 ur, kar je bistveno več kot recimo za nas v Sloveniji. Po drugi strani, če pa hočeš videti, ne vem, eno izmed največjih glasbenic, recimo jaz sem šel poslušati Sabrino Carpenter, je pa vožnja recimo 1-2 uri, v Sloveniji pa ne vem, če bi kdaj kadarkoli sploh prišla. Tako da nekako dostop do različnih priložnosti relativno na Slovenijo je tudi čisto nekako obrnjen na glavo. Itak, ja. Jaz se tudi spomnim tisti dan, ko smo bili skupaj, Adrian, ko smo šli v San Francisco, pa smo se vozili samo vozečim taksijem po San Franciscu. Meni je bilo pa drugače največji tak tehnološki šok poleg tega taksija, da lahko v Whole Foods trgovini svojo bančno kartico povežeš z skenom svoje dlani in potem lahko plačaš sam tako, da poskeniraš svojo dlan, ko si v trgovini. Tako da zdaj ima Amazon očitno še moje podatke o dlani, ne samo vse ostale. Pa mogoče še en kulturni šok imam. To mi je bil čisto na prvem dnevu, ko sem šel nakupovati hrano in tako naprej, pa sem šel kupiti britvico in je bilo zanimivo, da so, ne vem, britvice recimo so bile zaklenjene v neki omari in tam si moral prositi zaposlenega, da ti pride in da ti odklene. Podobno je bilo za deodorante, recimo. Potem smo se hecali, da vedno veš, da je najboljši deodorant oziroma parfum je tisti, ki je tam zaklenjen v neki trgovini, ne tisti, ki jih lahko kdorkoli vzame. Tako da to je bilo tako, ne vem, zanimivo, nezaupljiva izkušnja. Ja, definitivno zanimivo. Jaz tega nisem videl. Kar je bilo nama zlano tudi, se mi zdi, da mislim, da so to doživela, ker so bila na jesenskem semestru in sicer sva se v bistvu lahko povezala v eno skupnost mladih Slovencev, ki so na Stanfordu ali pa v Bay Area. Tukaj bi rad pozdravil Blaža, Deo in pa Petra, s kateri smo se kar veliko potem tudi tam družili in povezali. Tukaj je ful zanimiva zgodba, kako sem jaz v bistvu spoznal Deo,
je, da torej mama me je obiskala v Kaliforniji in ko sem bila v Walmartu, so se pogovarjala v slovenščini in slučajno je ravno takrat Deja prišla mimo in naju ogovorila in tako smo se potem takrat povezali. Lana, kako si pa ti že s Petrom se povezala? Ja, je bilo pa tudi v bistvu res tako naključje. Se pravi, ta kolegica, ki sem jo že prej omenila, ki je postdokinja na Stanfordu, je na School of Oceans in Peter je pa tudi tam v bistvu začel doktorat. No, in pol v bistvu so imeli na začetku semestra te predstavitve in tako naprej in je pač v svojih predstavitvi med drugim povedal tudi, da je Slovenija. In pol v bistvu, ko sta se pogovarjala, je rekla, ja, veš, da v bistvu imam tudi jaz eno kolegico Slovenko tle, pač dajte se povezati in pol smo v bistvu tako od ust do ust nekako se povezali. Ja, ful zanimiv. Tukaj bom še Blaža mogoče malo zafrknil, ampak Blaž je obljubil, da bo vse ASEF študente, ki pridejo na Stanford, enkrat peljal na pivo njihovem obisku, tako da definitivno ga kontaktirajte, če boste šli na Stanford. Lana, tukaj bi jaz tudi še malo omenil ASEF Galo, ki smo jo imeli, torej ASEF je praznoval 10 let ravno in je potem organiziral en dogodek, oziroma smo skupaj organizirali gala večerjo in pa raziskovalni simpozij. Tako da, če lahko malo poveš, kako je bilo to. Ja, v bistvu mislim, da ASEF organizira te gala večerje vsako leto ali pa mogoče na vsaki 2 leti, skratka vem, da ziher so bile pač že v preteklosti in tako dalje. Zdaj naključje je hotela, da smo pač v večjem številu v bistvu takrat v Kaliforniji ASEF fellowi. Bili smo mi, ko smo bili na Stanfordu, pa bila je še Lena, ki je bila na University of California in v bistvu nas je potem Kaja je menedžerka ASEF-ova, kontaktirala, da pomagamo pri organizaciji. No. Da v bistvu jaz in Miha sva pol nekako prevzela povezovanje znanstvenega simpozija, potem, ko sta pa ti pa Lena prevzela ASEF Galo. Je bilo pa tako res ful zanimivo. No. Jaz moram reči, da sem res uživala v tem, kako je bilo. Prvič zaradi tega, ker na znanstvenem simpoziju smo imeli pač res vse te slovenske top profesorje, ki delujejo na področju umetne inteligence in vesolja, možnost poslušati v živo. Potem pač na ASEF Gali je bilo v bistvu še malo, je bilo po eni strani je bilo malo slovenske kulture, a ne zaradi tega, ker v bistvu zelo velik delež gostov je v bistvu slovenskih izseljencev ali pa potomcev slovenskih izseljencev. Po drugi strani mi je bilo pa pač tako zanimivo, ker v bistvu mi nismo tako navajeni tega fundraisinga, z vidika pač nekih humanitarnih namenov ali kako bi temu rekla, ker se v bistvu pač za nek dober namen, v tem primeru za v bistvu talentirane študente, ki jih podpira ASEF, zbirajo sredstva. Tako da mi je bilo tudi to recimo tako ful zanimivo pa spodbudno, no, da nekako tisti, ki imajo več, delijo s temi, ki v bistvu rabijo, če tako rečem. Se mi zdi, da sicer imamo te stvari, ampak ne v takem obsegu, pa na tak način. Super, hvala. A imate mogoče kakšen dogodek ali pa najljubšo stvar, ki se vam je zgodila na Stanfordu ali pa v Bay Area ali pa kakorkoli? Jaz tako v bistvu nimam nekega prav posebnega dogodka. Jaz bi rekla, da tako v bistvu polhen je bilo res enih takih malih stvari, ki so se dogajale in pol vse to skupaj naredi res eno tako neverjetno izkušnjo. No. Pač od tega, na kakšen način smo se mi, kot skupina, povezali do tega, kakšne ljudi sem spoznala tekom pač raziskovanja, kako sem pol tudi tako naključno spoznala pač, ne vem, ljudi, s katerimi sem še zdaj v stiku, ker lahko rečem tudi, da smo v bistvu prijatelji. Pa pač seveda tudi vse te stvari, ki so nekako take bolj vezane na samo okolje in družbo. Mislim, da je bilo ogromno enih novih stvari in skupaj mi je bilo vse res izjemno pozitivno. Sem bila na večjih izmenjavah in tam je bila definitivno ena ljubših, no. Ampak nimam pa prav nekega takega major eventa, no.
Ja, zanimivo. Zame je bilo pa nekako največja, nekako malo večja izkušnja je bila ta primerjava med večino mesecev sem živel samo na kampusu, sem delal, se pogovarjal s študenti, sem imel pa vsake par tednov tudi priložnost, da sem šel na nek večji izlet z neko družino, ki je živela tam nekje v okolici, ali je to bila neka slovenska družina, ki smo jo odprej sem jo poznal, ali so bili pa to kolegi, ki so nekako skupni prijatelji od družine. Recimo, je bilo zelo zanimivo videti ta kontrast, kako študenti živijo na Stanfordu, kako živijo neke družine, ki so tam že nekaj let in na kakšne izlete grejo, kaj se dela tam za zabavo na strani, ne vem, študentov in na strani družin. Nekako na strani družine je bilo veliko teh izletov, ker se vozijo, ne vem, 4-5 ur do recimo Sequoia National Park ali po obali od Bay Area in je bilo res lepo in zelo zanimivo. Študenti je bilo pa seveda malo več zabav, žuranja in tako naprej. Pa je bilo dober kontrast je bil. Ja. The best. Jaz bi tukaj omenil še eno ASEF, kako bi rekel, eno ASEF stvar, ki nas vse povezuje, in to je ASEF tutorstvo. In sicer, torej, kaj je ASEF tutorstvo? V naslednjem letu po obisku torej univerze je vsak izmed študentov vključen tudi v program ASEF tutorstva, kjer se povežemo v neke manjše skupine študentov, ki smo lahko šli na iste ali pa različne fakultete, ampak nas povezuje nekako skupna tematika. Midva z Adrianom sta bila v računalniški skupini. Lana, v kateri skupini si bila pa ti? Varstvo okolja in turizem. In kakšni, recimo, kateri študenti vse ste bili povezani, na kakšne obiske ste šli? Se pravi, z mano je bil še Jaka, ki je iz turistike v Portorožu, se pravi fakultete za turistične študije in management. On je bil sicer na znanstvenem obisku pri KAI Antlej. Ukvarjal se je pa z v bistvu well-beingom, dobrobitjo. Nisem prepričana, kakšen je prevod za tole. Astronautov s pomočjo kulturne dediščine. Mislim, da so delali nek poskus, kjer so ljudem, ki so bili na teh sobnih kolesih, predvajali posnetke z dediščine, potem so ugotavljali, koliko pripravljeni so za engagement, za ukvarjanje z dediščino pred in po športni aktivnosti, in to se nekako navezuje pač na dejavnosti astronautov, ki se morajo pač prisiliti to, da se to gibajo medtem, ko so na vesoljski postaji. Skratka, to je bila Jakatova zadeva. Zdaj moram reči, da Živa je bila pa iz generacije eno leto prej, tako da v bistvu njenega dela ne poznam tako dobro in rajš ne bom rekla, pri komu je bila na znanstvenem obisku, da ne bom rekla narobe. Je pa ona sicer študentka tudi 3. letnika na biotehniški fakulteti na doktoratu. Super. Ja, zdaj pa te prosim, Lana, še zato, ker si bila nekako gonilna sila našega projekta pri ASEF tutorstvu, da malo pišeš, kako so se v bistvu naše skupine združile in kakšen projekt je potem nastal iz tega. Ja, pač meni se zdi, da v bistvu ena od teh stvari, ki jih mogoče nisem še zdaj omenila, ker mene je tudi tako ful, mislim, ja, definitivno me osebnostno spremenila, ali pa pač je bila neka ta stvar, ko vpliva, da se spremeniš, na to, da se pač spremeniš tudi osebnostno, potem, ko prideš nekako nazaj domov. To, da sem imela možnost videti, koliko so v bistvu ljudje zagnani in koliko imaš lahko pač neko noro idejo, ko se ti zdi, da nikoli ne bi bilo možno tega pač spremeniti v realnost. In da mogoče se tu pa vseeno da. In tako prav spomnim se, kako je bilo, ko smo se enkrat na nekem kosilu, neki random pogovarjali o tem, da bi jaz ful rada se ukvarjala z raziskovanjem čebel, ker sem pa pač pred kratkim spoznala nekoga, ker se v bistvu s tem ukvarja, pa se mi tako zdelo zanimivo. In to je bilo glih nekako v tistem obdobju, ko smo mi začeli z tutorskimi skupinami. In pol v bistvu ti si se spomnil, da je vaš mentor rekel,
da bi se rad povezal v neko interdisciplinarno sodelovanje. In se v bistvu pol na podlagi tega dobesedno ideja, ki se je začela za mizo na Stanfordu, z našim povratkom nazaj, pa v bistvu tudi že med samim našim obiskom na Stanfordu, ker smo itak delali nadaljavo s tutorskimi skupini, začela pač spreminjati v realnost. In pač kaj zdaj je julij, za nami sta 2 konferenci, 2 objavljena prispevka, ena prijava na razpis, zdaj v kratkem bo še druga, pripravljamo znanstveni članek, pač ko res delali smo s Slovensko čebelarsko akademijo, s Slovensko čebelarsko zvezo, tako no, res nikoli ne bi pomislila, da lahko pač sami iz enega pogovora, pač na nekem kosilu, potem pač se v bistvu cela raziskava razvija. No. Ja, res je, ja. Delali smo torej klasifikacijo pelodov v medu s pomočjo umetne inteligence, tako da zaključujemo tudi počasi en znanstveni članek. Jaz se spomnim, da je bilo tudi v bistvu nekakšna motivacija, ker nas je profesor Leskovec povabil za zahvalni dan k njemu domov na večerjo, kjer smo jedli purana, in on ima tudi svoj čebeljak doma, tako da smo se pogovarjali tudi o tem, da je v bistvu to dobro, da nekako povežemo slovensko kulturno dediščino z našim tutorskim projektom in pa tudi z umetno inteligenco. Ja, zdaj še zadnja stvar, o kateri bi rad govoril, je pa to, kako v bistvu je neka slovenska širša skupnost, ki je mogoče so se preselili že nekaj generacij nazaj, kako so še vedno ponosni Slovenci in aktivni v Kaliforniji. Lana midva sva v bistvu spoznala nekaj teh Slovencev na gala dogodku, pa sva potem šla tudi, oziroma nas je več šlo v slovensko hišo v San Franciscu. Kakšen dogodek je bil že točno, če se spomniš? Bilo je božično praznovanje, imeli so božička, mi smo ga sicer zamudili, ampak nismo pa zamudili potice in vseh ostalih slovenskih dobrot nastalih v Ameriki, oziroma San Francisco, no. Tako da, ja, pač res je bilo ful lepo, jaz sem bila impresionirana na tem, v bistvu, kakšen slovenski dom imajo. Mislim, da je že tam okoli leta 1920, da so ga kupili, prav celo stavbo. Mislim, tako da si mogoče poslušalci lažje predstavljajo, zgleda kot nek tipičen kulturni dom v kakšnem slovenskem manjšem mestecu ali pa večji vasi. Imajo oder, pač tako kot je recimo v gledališču. Potem je pa v zgorju v bistvu tudi slovenska čitalnica, meni je bilo to res zelo fascinantno, kjer v bistvu imajo neko manjšo knjižnično zbirko s slovenskim gradivom, pa tudi razne umetnine in tako naprej, ki so v bistvu vse nekako ali prikazujejo slovenske kraje ali pa pač so njihovi avtorji slovenski slikarji. Ja, se strinjam, res je bilo ful zanimivo. Tudi se pogovarjati po slovensko z nekaterimi, ki imajo že ameriški naglas, ki govorijo slovensko. Ampak je res zanimivo, da še vedno znajo. Adrian, ti s temi družinami, ki si potoval, to so bili tudi kakšni Slovenci, ali so bili čisti Američani? To so bile tri slovenske družine. Z 2 slovenskimi družinami sem nekako potoval in sem jih srečal. In ja, ne vem, zanimivo, izjemno zanimivo je bilo nekako govorili, normalno smo se pogovarjali slovensko, nekako občutek sem imel, kot da sem bil v Sloveniji, da smo šli na nek izlet z nekimi skupnimi prijatelji. Nekako tako, lahko bi rekel, da je bilo zelo osvežilno, da sem se lahko imel izkušnjo podobno, kot bi imel doma. Ful dobro. Ok, zdaj pa še, da zaključimo, če imate še kakšne zadnje nasvete za bodoče študente, ki jih zanima prijava na ASEF, obisk na Stanfordu mogoče, karkoli, kar se spomnite. Meni se zdi, da najbolj pomembno je, da si pogumen, da se ne ustrašiš tistega prijavnega postopka, mogoče na začetku, tudi ko se zdi, kakor ena gora enih papirnatih zadev in tako naprej. Na koncu ni tako strašno. Svetovala bi tudi vsem, da mogoče že vnaprej malo kontaktirajo želenega mentorja, da vidijo, kje so nekako njihovi raziskovalni interesi, kako bi se mogoče ujela. Pol pa pač, ko greš enkrat na izmenjavo oziroma na obisk,
pač spet v bistvu ne se držati nazaj, ker je mogoče taka malo slovenska zadeva včasih. No, vsaj tako, kar sva se s Sašo pogovarjali, no, vsaj v primerjavi z Američani smo mogoče mi malo bolj zaprti. Ampak res izkoristiti prilike, da si širiš obzorje in na raziskovalen način in na recimo nekako bolj družben način ali pa v smislu pridobivanja novih prijateljev, ki niso nujno povezani s profesionalnim delom. Pa tako, no, probati izkoristiti vsak trenutek, ki si na izvanjavi. Super, všeč mi je. Zame je bilo pa nekako glavni nasvet je nekako, da se ne bojiš vprašati za pomoč. Ali od ASEF skupnosti, glede, ne vem, zame je bilo za zdravstveno zavarovanje ali za druge postopke v zvezi s prijavo, ampak tudi, ne vem, na Stanfordu med raziskovalnim obiskom nekako vsi, ne vem, nekateri ljudje, ki so bili prej, so mi govorili, da je zelo kompetitivno in da je malo bolj zaprta skupnost in da si v resnici ljudje nočejo preveč pomagati. In potem sem začel s tem raziskovalnim obiskom s tem tonom, ampak v resnici to ni bilo čisto res. Je nekako izjemno kolaborativna skupnost je bila in vsaka oseba, ki sem jo vprašal, če bi se recimo želela dobiti na kavo, proti koncu je seveda rekla ja, in sem ogromno ljudi tako spoznal, tudi za pomoč pri raziskovalnem delu, pri brainstormingu, tako da ja, mislim, da to lahko izjemno pomaga. Super. Najlepša hvala vama, da ste se mi pridružili na ASEF podcastu. Jaz verjamem, da smo naredili en lep pogled v sam obisk na Stanford, pa da smo komu pomagali ali pa ga motivirali za prijavo. Tako da res hvala vama še enkrat. Hvala tebi, Martin, za povabilo. Hvala, da ste poslušali ASEF podcast. Če vam je bila epizoda všeč, jo delite s prijatelji in pustite oceno na Spotifyju ali Apple podcastih. S tem pomagate drugim, da odkrijejo naš podcast. Za več vsebin sledite ASEF-u na družbenih omrežjih in se slišimo v naslednji epizodi.